Lečno pozdravljeni. Ko sem kreirala knjigo Kako živeti v obilju, sem veliko raziskovala tudi o možganih. Pa ne samo najnovejša znanstvena dognanja, opazila sem, da to, kar znanost ugotavlja danes, pravzaprav v nekaterih kulturah velja že tisočletja. In možgani vsekakor so izjemno pomembni, predvsem pa povezani z vsemi ostalimi dejavnostmi, ki jih počnemo čez dan, in tudi v duhovnosti oziroma na poti osebnostnega razvoja je to vse skupaj še kako pomembno. Danes bo v naši družbi dr. Vojko Kavčič, ki nam je pripravil nekaj nalog, nekaj izzivov za umovadbo, in lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Hvala za povabilo. Kako pomembno je, da skrbimo za telovadbo tudi naših možganov? Po mojem mnenju je to najbolj pomembno. Je še bolj pomembno, kot da tekamo, delamo sklece pa vse druge telesne aktivnosti. Namreč, kot ste že uvodoma povedala, možgani so kontrolni center. Brez možganov ne gre. In zato jih moramo obdržati v dobri formi in če potrebno lahko tudi jih krepimo z različnimi dejavnostmi, predvsem z umovadbo. V zadnjem času sem opazila, da je ogromno pobarvank in nekih umskih vaj, tudi za odrasle, ker včasih je bilo to rezervirano za otroke, potem pa konec. Ne, glejte, v zadnjem času je prišlo do velikega poudarka na umovadbi za starejše, kajti obstaja vedno več dognanj, da umovadba v starosti lahko nam ohranja dobre možgane tudi v starosti, oziroma jih celo krepi, ampak je pač treba povedati, da je umovadba za vsa življenjska obdobja, od začetka pa do konca življenja. Ko smo zaključevali tečaj meditacije in tudi sicer za ljudmi, ko smo se pogovarjali 50+, 60+ in tako naprej, so ugotovili, da pravzaprav po rednemu izvajanju meditacije so postali veliko bolj ostri, pozorni, spomin se jim je izboljšal, bolj so bili mirni. Kako pa imate vi tudi kakšne izkušnje z meditacijo? Ne, samo osebno nimam izkušnje, sem pa slišal od drugih, pa tudi v strokovni literaturi se navaja, da je ena izmed aktivnosti, ki je zelo priporočljiva, še posebno v starosti, je tudi meditacija, kajti meditacija ravno tako poživlja, oživi, ohranja naš zdrav še v poznih letih. Skratka, nikoli ni prepozno, da bi ljudje meditirali, kot tudi, da bi ljudje umovadili. Odlično. Danes bova umovadila, prav? Prav. Dogovorjeno. Pripravili ste nam nekaj izzivov, ki so pravzaprav tudi v vaši knjigi Umovadba, ki ste mi jo podarili že kakšno leto nazaj, se mi zdi? Ja, morda tako, ja. Zdaj pa že pripravljamo novo izdajo z novimi vajami. Pogledali smo nekaj vaj iz stare knjige, pa s tem, kar pripravljamo v prihodnje. Odlično. Kar dajmo pogledati prvi izziv. Torej, to so vaje za tako imenovano video iskanje. Pri tej vaji morate čimprej poiskati rumen T izmed vseh mogočih X-ov in T-ev. Jaz sem ga našla. T iščeva, ne? Ja, T. To je v drugi vrsti predzadnji znak. Super. Potem gremo kar na naslednjo vajo. To je zelo podobna vaja, samo je malo bolj zahtevna, kajti tukaj iščemo rdeč O, tukaj je več vseh črk in zdaj tudi to nekako nam vzame malo več časa, da našemo rdeč O. Tukaj iščemo v zgornji vaji rdeč, narobe obrnjeno trojko, ki jo lahko nekje najdete v spodnji vrstici proti koncu. Podobna vaja je tudi iskanje obrnega R-ja. Ne nam povedati, dajte nam še par sekund, da tudi gledalci najdejo mogoče pri sebi doma. No, tudi vi ga lahko iščete in jaz ga tudi iščem, ker ga ne še vidim. Aha, jaz sem ga že najdu. Povsem na sredini je, ne? Ja, povsem na sredini, v tretji vrsti in na sredini, točno tako. Tako, tale pa že malce bolj zapletena, se mi zdi. No ja, ta je malo bolj zapletena, tu gre za tako imenovano mentalno predstavitev dvodimenzionalne slike. Tu imamo zgoraj, recimo na levi nalogi, zgoraj imamo dvodimenzionalni plašč in iz tega dvodimenzionalnega plašča se da narediti samo eno kocko in samo ena od teh treh kock je pravilna rešitev. Aha. To smo že prišli na novo vajo.
če jaz to prav vidim. Vidno zaznava in pozornost. Dve vaje, na levi strani se en objekt nahaja v obeh slikah, zgornji in spodnji, druga je pa ravno obratna, je samo en objekt tisti, ki se nahaja samo v eni sliki. Ampak tole se jaz spomnim, to so vaje, ki sem jih jaz reševala v takih ugankarskih revijah, tam v osnovni šoli, se mi zdi. No ja, se to, gledajte, če bi šli na spletno stran in iskali nekaj podobnih vaj za umovadbo, bister spomin ali pa brain fitness ali neurobika ali nekaj podobnega, bi našli nekaj podobnih vaj. Gre se za to, recimo, da so pri eni bolj, bomo rekli, strokovni umovadbi se vaje narejene tako, da pokrivajo vsa različna umska področja in se potem nekako tudi počasi stopnjujejo. No, to gre za tak princip. Poznam tudi ogromno ljudi, ki se umirjajo z reševanjem križank. Če še umirjajo, da krepijo oziroma da aktivno rabijo svoje možgane, pa da se še umirjajo, to je pa še dvojna korist. Zaradi tega, ker spomnim se, ko mi je prijateljica rekla, joj, svoji babici, kaj naj kupim, ne? Pa sem se rekla, pa te kupi take vadbe, pa zdaj je sama ostala, pa ji bo super, pa ji bo fino. In je bila babica pravzaprav užaljena v tem smislu, kakor ja, pa sej nisem otrok, zakaj mi pa to prinašaš? No ja, recimo, da gre za premalo osveščenosti, da pač se mi zdi, da v naši družbi se govori, zelo se poudarja telovadbo. Nekako zanemarja se pa poudarek na vadbi možganov, na umovadbi. Kot smo že prirekli, možgani so glavni center, ki pač nadzoruje vse, tudi gibanje, če čete, in zato po mojem mnenju nekako bi moglo biti vedno več poudarka na tem, da moramo tudi skrbeti, da so naši možgani aktivni in od časa do časa tudi izzvani z novimi izidi, tako da jih nekako porinemo do maksimuma njihovega delovanja. No, ampak poleg teh umovad, dr. Kavčič, pa naši možgani potrebujejo tudi kvalitetne maščobe, kar se prehrane tiče, ne? Vsekakor. Lepo, da ste to omenila. Možgani so izredno majhen organ v smislu celotne telesne mase, predstavljajo nekje okoli 1% celotnega telesne mase, 1,5%, ampak rabijo pa kar 20% celotne energije v danem trenutku. Oziroma rabijo 20% kisika in glukoze, da lahko normalno funkcionirajo. Skratka, z tega vidika je potem popolnoma jasno, da za normalno funkcioniranje možganov mora imeti dobro srce pa dobro ožilje, tako da so možgani neprestano prekrvavljeni, zadostno prekrvavljeni. Obstaja celo en fiziološki mehanizem, da recimo, ko prihaja do pomanjkanja krvi, so možgani tisti organ, ki so zadnji prizadeti, oziroma kjer se na zadnje pokaže ta pomanjkanje okrvavitve. Se pravi, inteligenca telesa možgane hrani do konca. Kolikor se le da. Ker je zanimivo, namreč poznam gospo, mislim, da je zdaj že kar blizu 70, če ne, mogoče zdaj že čez, in bila je zelo rada skrbi za svoje telo. In nič maščobe, da se ne bo zredila. Potem pa sem jim povedala, ne, vi glih rabite kvalitetne maščobe, in jih je začela dodajati zvečer in tudi spomin se mi zdi, da je bila taka bolj flintih, po domače povedano. No ja, vsekakor. Za normalno delovanje rabijo možgani optimalno hrano, recimo tudi nekaj pravih maščob, vsekakor. Kaj pa pravite na sudoku, recimo? Je sudoku tudi taka primerna umovadba? Jaz se z njo zamotim, ko sem na kakem letalu, pa ko se turbulence začnejo, da se preusmerim. Glejte, bom rekel, sigurno je ena oblika umovadbe, posebno je to ena oblika umovadbe, če se nekdo začne učiti sudoko, šele začne učiti, kajti začetek sudoka, jaz sem ga že parkrat poskušal, pa nisem bil zelo vztrajen, da bi ga nadaljeval, je dokaj zahteven. Mislim, pri sudoku je recimo to izredno dobro v smislu umovadbe, da lahko stopnjujemo težavnost, lahko gremo z lažjim sudokom, s težjim sudokom, in za najtežje sudoke je pa sploh problem zase. Vsekakor. Imava še nekaj pripravljenih vaj, med drugim tudi malce teže reševanje problemov oziroma malce drugačne, pa dajmo pogledati, katero bomo pogledali naslednjo. Aha, tukaj pa iščemo razlike.
No, to se že večkrat videla v šoli pa v časopisih, gre za dve sliki, treba ugotoviti čim hitreje, kateri so tisti detalji, ki manjkajo na desni sliki vis-a-vis leve slike. Koliko sva rekla, da jih je tukaj 9? Ne, 6. 5 ali 6. 6 razlik med levo in desno. Odlično, se pravi, tudi tole, kje zagledate, je fino, da si vzamete tale izziv. Naslednja vaja za umovadbo. Danes telovadimo malce drugače. Tu imamo pa 3 primere. No, recimo, vzemimo, to je sistem teh matric. V teh matricah imamo 3x3 te simbole oziroma znake in treba je pač nekako poiskati, kateri je tisti od teh 9 znakov ali simbolov ali predmetov, ki ne sodi v ta niz. Se pravi, v ta prvi je to velika črka J? Ja, ampak to je že naknadno, lahko bi rekli, da je še tam tudi pravilna rešitev črka A, ker je edini samoglasnik in celo črka Č, ker je edini šumnik. No, skratka, potem, ko je bilo natisnjeno, smo opazili, da ta problem vključuje kar 3 možne rešitve. No, ta sredinski pa je verjetno Č, a ne? Kaj edini šumnik? Ne, ker tudi je Č je lahko je tudi A še enkrat, ampak gledajte, če gledate prva vrsta A, B, C, Č, R, tam bi mogel biti D. D, ja. No, zadnji, desni je pa malo bolj zahteven, no, pa vzamete si, gledalci vzamejo malo časa, po nekem času bomo jim dali pa namig, kakšen princip naj uporabijo, da bojo prišli do pravilne rešitve. Kaj morajo upoštevati? Upoštevati morajo to, recimo, simetrijo med levo in desno polovico. Vsi ti liki so simetrični, če jih recimo po sredi razdelimo na 2 dela, levo in desno. Izjema je samo srednji lik v spodnji vrsti, ki ni simetričen, če ga razdelimo na levo in desno. Se pravi, ne sodi v posamični niz. Ja, tako. Takole, evo, odgovor imamo, pa še naslednja vaja za umovadbo. No, tukaj imamo pa nekaj slovenskega, tukaj imamo pa niz 5 slovenskih grbov in eden izmed teh grbov ne sodi v ta niz. Tukaj imate potem z manjšimi črkami napisano tudi namig, po katerem principu nekako iščete, da najdete pravilno rešitev. Se pravi, osredotočiš se na simetričnost znova in pridemo do otoček sredi jezera. Ja, verjetno, če se ne motim, to je Bohinj, ne? A je Bohinj, ja. No, še vsejen. Blizu. Takole in še zadnja, tole se pa spomnim. Tukaj je pa treba prešteti vse trikotnike, vse trikotnike, ne glede na kakšne obliki so, ampak jih je kar nekaj, treba je tukaj prešteti število trikotnikov. Jaz sem že pri 11, 12. Koliko jih pa je? Ja, ne vem, se mi zdi, bi mogel pogledati v knjigo, ker mi je... tako, moj spomin je tako dober, no? Evo, tako, ampak še vedno ni pomembno, da ugotovimo pravilno rešitev, pomembno je, da vadimo z možgani. Torej, rad bi povedal samo še to, da umovadba ni tek na kratke proge, je tek na dolge proge. Skratka, moramo biti vztrajni, ko začnemo umovaditi, moramo biti nekako stopnjevati zahtevnost, karkoli pač počnemo in moramo biti motivirani, kajti včasih se zgodi, da nam vse postane dolgočasno ali pa nas frustrira, ampak treba le to preiti, kajti le z dolgotrajno vadbo bomo prišli do končnih rezultatov in morda še en lep arhaičen slovenski rek, kar se tiče delovanja možganov, tako kot velja, če velja za mišice, to velja še bolj za možgane, da raba krepi, ne raba krni. Ne raba krni. Tako kot mišice, še bolj pa možgane. Je pa dobro to, da imajo možgani to lastnost, ki pravimo plastičnost, da tisti deli možganov, ki so že nekoliko zakrneli, jih lahko zopet reaktiviramo v tem smislu, če jih bolj aktivno rabimo in v vsakdanjem življenju in to še posebno, če imamo primerno umovadbo.
Doktor Kavčič, danes smo videli kar nekaj izzivov reševanja nalog, reševanja problemov, ampak bi se strinjali z mano, da pa včasih v življenju pa vendarle pridejo tisti problemi, ki jih ne smemo reševati z možgani, ampak s srcem. Jo, vsekakor. In ti problemi so lahko še težji včasih. In zahtevajo, seveda, gledajte, tukaj rešujemo s srcem, to so naše čustveno področje, ki ga ravno tako urejajo možgani, ampak so po drugih poteh kot pa recimo umske funkcije. Kakšen je pa vaš pogled na mladino, ki danes vse več časa preživlja za računalniki, telefoni, tablicami in igrajo igrice? Glejte, jaz nimam še izoblikovanega mnenja. Po eni strani se ne bomo mogli izogniti moderni tehnologiji. In bolj, ko boš veš moderne tehnologije, lažje ti bo šlo v vsakdanjem življenju. Zdaj, ali zaradi tega zanemarjamo neke druge aktivnosti, ki jih ta tehnologija nekako zanemarja, je težko reči. Kakšen čas bo pokazal, ali je ta moderna tehnologija tudi ne samo koristna in učinkovita, da smo hitrejši, da se bolj povezujemo, da bolj klepetamo v teh virtualnih prostorih, ampak ali se poleg tega pa pojavljajo neki drugi znaki, neke druga vedenja, ki pač niso njih najbolj zaželena. Kaj pa se dogaja v možganih, recimo, ko človek toliko časa igra igrice? Ja, gledajte, ko se človek toliko časa igra igrice, so v možganih bolj aktivne neka določena nevronska mreža, ki so za to potrebna. To zadevno so že pred 10-15 leti poročali, recimo tisti videogameri, tisti mladostniki, študentje, ki preživijo 3-4 ure na dan igranje videoigrc, in ko so jih potem dali jih testirati, so bili na testih pozornosti in testih hitrosti procesiranja informacij boljši od ostalih, ki niso imeli toliko časa na računalnikih. Seveda vprašanje je pa zdaj to, z tega ozkega vidika se je to izkazalo kot dobro. Zdaj iz širšega življenjskega vidika pa ne vemo, kaj to pomeni, ko so te 3 ure preživeli za računalnikom, ne pa da bi se družili z vrstniki ali pa blizu svojimi dragimi. Kaj pa to porečete na to, ko pravijo, da naši možgani pravzaprav ne vedo, kaj je realnost in kaj je samo vizualizacija oziroma imaginacija? No ja, to je tudi tako področje, kjer bi se dalo debatirati. Vemo, da možgani, gledajte, bom tako rekel, mi vemo, da kar vidimo in kar imamo shranjeno, to ni fotokopija. In nekaj je prišlo iz zunanjega sveta, ampak ko se to predeluje v možganih, možgani še nekaj dodajo. Tako da je tisto, to je še neke konstrukcije noter zgodi, ko pač nekaj gledamo, oziroma posebno, ko prikličemo neke spomine. Ti spomini niso dejansko video posnetek nekega dogodka, ampak še nekaj malega dodamo. Nekaj malega kot čustva, da se zraven pripnejo? Čustva, ali pa recimo, če imamo neke sheme, recimo sheme o enem snemanju, če me ne vprašajo čez par dni, kako je bilo na pogovoru z Jasmino, bom rekel, ja, odlično je bilo, pa kaj si pa videl, bom pa povedal ne samo to, kar sem videl, verjetno bom dodal še nekaj takšnega, kar imam jaz v svoji glavi, kako naj bi en tak studio izgledal in kaj je še bilo. Koliko je bilo kamer, koliko je bilo ljudi, koliko je bilo tistega, kar se ne vidi, kako ste vi oblečeni, morda še kaj dodal ali pa kaj pozabil, ne? Ja, ali pa kaj oduzel, ne? Ja, vsekako, ne oduzel, dodal. Najlepša hvala, doktor Kavčič, za tale pogovor. Vso srečo pri naslednji izdaji Umovadbe, vaše nove knjige. Ja. In hvala lepa, da ste takole malce potelovadili z nami. Pa brez znojenja, evo. Še zašvicale nisva. Ja, prav. Ampak sva rabila najne možgane, ne? No, tako. Najlepša hvala še enkrat. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, privoščite si kakšno umovadbo, ne pozabite torej tudi na svoje možgane, vsekakor pa mislim, da se doktor Vojko Kavčič z mano strinja, da kakšen sprehod po gozdju, opazovanje ptic, dreves in vse te narave je tudi še kako dobro, ne samo za naše možgane, temveč za našo celostno bit, pa tudi branje in branje na glas, se strinjate? Ja. Takole, in to sem slišala že kar nekaj časa nazaj in evo, želimo vam kakšno dobro knjigo, tašno, ki vam bo vsekakor pričarala lepe, prijetne občutke, kakšne romane, zgodbe ali karkoli podobnega. Priročnik za to, kako se osebnostno osvobodite, pa tudi najdete tukaj v knjigi Kako živeti v obilju. Na 3x2 klepet.kavi.si vse ostale novice, če pa nimate dostopa
dostopa do interneta pa je ustrezna telefonska številka 02 6200 230. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.